Dame in gospodje, pozdravljeni na drugem panelu današnje konference o sodelovalni ekonomiji. Ta panel bo namenjen razpravi o prednostih in slabostih tega modela skozi praktični pregled. Zato so tudi z nami danes tu predstavniki treh podjetij, ki ponujajo storitve oziroma platforme na področju sodelovalnega gospodarstva. In sicer gospa Viktorija Veverkova, direktorica Juve, slovaške platforme, ki organizira storitve na domu. Potem imamo gospoda Mateja Čera, prokurista družbe Avantcar in idejnega vodje projekta Avant2Go, slovenske platforme za kratkoročni najem električnih vozil. In z nami je tudi gospa Zarja Mavec, lastnica in direktorica podjetja Inalbea, sicer pa strokovnjakinja za oddajo preko portala Airbnb. K naši razpravi danes bosta svojim znanjem in izkušnjami prispevala tudi gospa Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, in tudi gospod Peter Sušnik, ki je direktor City Hotela Ljubljana. Panel bi odprli, glede na to, da gre za pregled praks, bi odprli z predstavniki podjetij oziroma platform na področju sodelovalne ekonomije. In sicer bi prvo k odru povabil gospo Veverkovo, da na hitro predstavi storitev platforme Juve za našo publiko. Tako da, če lahko začnemo. Tako, zdaj pa se slišimo. No, mislim, da je bilo jasno, kaj delamo. In morda naj za začetek na kratko povem, kako je sploh prišlo do te ideje. No, šlo je za idejo lastnika te platforme, ki je bil v tujini, uporabljal je storitev Airbnb in najel stanovanje v tujini. No, in ko je prišel v to stanovanje, je videl, da stranišče ne deluje. Prišel je neposredno v to stanovanje z letališča z pomočjo storitve Uber in najel stanovanje preko Airbnb-ja. Še vedno je velik navdušenec nad to sodelovalno ekonomijo in pravi, rešitev je v tem, da poiščem nekoga, obrtnika torej, ki bo prišel in to uredil. Če bi imeli takšen Uber za obrtnike, bi zadevo lahko hitro našli in rešili. No, ampak ni našel takšne ponudbe in ko je preveril obstoj takšnih storitev po svetu, je videl, da tega ni in ustanovil to platformo. No, in zato zdaj imamo Juve na Slovaškem, na Češkem in tudi že v Španiji. Kaj pomeni Juve? Juve je platforma za komunikacijo med stranko, ki potrebuje, da se opravi neko delo. Na eni strani, na drugi strani pa so tisti, ki to znajo narediti. No in še posebej na začetku je pomembno, da se upravlja komunikacija med potrošnikom in pa nekim posameznikom, ki lahko ponudi neko storitev in ponudi svoje znanje. Ampak zdaj vidimo, da tu ne gre zgolj za neke fizične osebe, ki imajo nekaj znanja, ampak tudi za
obrtnike, ki preko naše aplikacije širijo svoje poslovanje. Tako da na eni strani imamo uporabnike, ki potrebujejo neko storitev, in na drugi strani obrtnike, ki ponujajo svoje storitve, ali pa tudi celo posameznike, ki imajo veščine in občasno ponujajo to svoje znanje. Ko gre za enostavnejše rešitve. Zdaj v primerjavi z standardnim načinom naročanja teh storitev preko spleta ali rumenih strani je platforma Juve bistveno enostavnejša in hitrejša, zato ker neposredno povezujemo posameznika z obrtnikom preko spleta in v nekaj minutah je zadeva že rešena. V realnosti je večina teh pogodb dogovorjenih v nekaj urah, po naših izkušnjah. In na ta način v naši aplikaciji z opisom storitve takoj pošljemo to povpraševanje ponudnikom v bližini, če jih zanima, potem se odzovejo in potem kupec oziroma stranka dobi nekaj ponudb in se na koncu odloči za storitev. In seveda sistem ocenjevanja je tisti, ki je najbolj uspešen na naši platformi. Zadeva je zelo preprosta. Gospoda Čera, da predstavi dejavnost Avant2Go oziroma storitev Avant2Go, ki je pač na voljo v Sloveniji. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za povabilo in pa priložnost, da delimo z vami naše strasti oziroma koncepte, s katerimi se ukvarjamo. Se pravi, mi smo neke vrste mobility provider oziroma iščemo načine, kako lahko mobilnost naredimo čim bolj enostavno, čim bolj poceni, čim bolj prijazno za okolje in pa seveda čim bolj funkcionalno. In sled neke evolucije, po neki organski poti ali pa celo v zadnjih letih revolucije, smo prišli do točke, kjer smo se odločili, da bomo združili 3 moderne koncepte, ki jih nove tehnologije omogočajo. Prvo je ekonomija delitve, se pravi, namesto da nas ima 10-20 vsak svoje vozilo, ki vsaj 23 ur na dan povprečno nekje stoji in maši naš prostor, onesnažuje, hkrati prazni naše denarnice, lahko skupaj 10-20 uporabi samo eno vozilo. Drug koncept je električna mobilnost, kar pomeni, da neposredno, kadar to vozilo uporabljamo v sredinah, kjer živimo, ne onesnažujemo okolja. In tretji koncept je seveda, da ta energija, ki se potrebuje za mobilnost, da je proizvedena na čisti način in pa doma. Se pravi, da nismo odvisni od nekih globalnih goriv, ki se lahko zgodi, da jih niti ne dobimo do sem. Če veste, če smo 3 mesece brez nafte, če se zaprejo meje, bojo police prazne, smeti, noben ne bo odvažal, noben ne bo v službo prijeti. Če se zgodi kakšnakoli vojna in cena poskoči krat 2, goriva in če vemo, da nekje 20% vsakem evro GDP-ja predstavlja energija, pa mogoče 20% marža, pomeni, da nobene marže več ni. In tako naprej. Se pravi, smo zelo odvisni na eni strani od nekega goriva, ki ga doma sploh nimamo, hkrati onesnažuje okolje, in če vse to skupaj združimo, pridemo do nekega koncepta, ki mu mi pravimo električni car sharing. In Avant2Go je nekako projekt, ki združuje vse te 3 koncepte. Hvala. Zdaj bi pa še k besedi povabil gospod Zarjo Mavec, da povem malo o podjetju Inalbea oziroma tudi sodelovanjem z Airbnb-om. Ja, tako, lep pozdrav. Zdaj, podjetje Inalbea je dejansko nepremičninsko podjetje, ki je nekako na nek naravni način se začel spogledovati z Airbnb-om, kjer je vse več ponudnikov oziroma tudi lastnikov stanovanj, ki so ali prej, ki imajo pač neke prazne nepremičnine, začeli ponujati pač ta stanovanja za krajši rok, kar je en nov trend dejansko v vsem tem tudi najemniškem kakršnem trgu. Mi smo razvili storitev na že obstoječi platformi, najbolj znani, poleg Bookinga, dejansko. Razvili smo pa zato, ker so jo ljudje rabili, ker so stranke prihajale do mene in so rekli, bi lahko mi povedala, kako se dela to na Airbnb-u, sploh ne vem, kako se to registrira, nočem, da bi delal na črno, bojim se, kaj bo zdaj z davki, vem, da se to vse bolj preverja.
Tako da smo mi kot eni podporniki najprej, smo podporniki oziroma pač pomagamo ljudem se pravilno registrirati v okviru tega, kar je zdaj pač možno, ne, pri samem sobodajalstvu. Veliko enih zmedenih ljudi na trgu, ki ne vejo, kako in kaj, ne vejo, kam bi se obrnili, veliko enih regulativ in je prav, da mogoče imajo enega sogovornika, pač da smo mi neki svetovalci za to, kako to naredimo in tudi namesto njih to veliko hitreje, ne, in z veliko manj slabe volje to naredimo. Potem pa po drugi strani smo šli naprej in so nas ljudje prosili, v redu, jaz sem zdaj pač zaposlen ali pa ne morem, imam otroke, karkoli, a bi vi to namesto mene delali, se pravi, mi dejansko vajamo ta Airbnb management, rečemo, se pravi, mi smo tisti, ki prevzemamo neko vlogo hosta oziroma gostitelja na Airbnb-u, ne. Tako da ljudje so videli, da je tukaj možnost nekega zaslužka, da je denar tudi tukaj, ne, nek dodatni, ne, kot smo že prej slišali, ni to nekaj, kar bi lahko delal samo to, oziroma manj, ne, je tega, razen če nisi lastnik več stanovanj, za kar tudi rabiš kapital, če nimaš ravno vse na kredit, ne. Tako da dejansko pomagamo tem lastnikom stanovanj izpeljati cel ta proces sprejemanja gostov, čiščenja in vseh registracij in prijavljanj gostov, kar je dejansko že čist bolj ta turističen del, ki je potreben. Hvala. Gospa Kotinova, zdaj bi vas povabil k besedi. Vaša organizacija, bom rekel, zastopa interese potrošnikov oziroma jih ščiti po eni strani, po drugi strani pa v bistvu morda je tudi vaša organizacija primer sodelovalne ekonomije. Lahko poveste, kako je ta model, ne, kako se vi ukvarjate z njim, kako ga vidite in kaj na področju sodelovalne ekonomije zaznavate, bom rekel, v osnovi zdaj? Ja, lepo pozdravljeni. Ja, ko smo se 5 minut prej pogovarjali o tem, sem dejansko navrgla misel, da mogoče je pa Zveza potrošnikov res tudi oblika sodelovalne ekonomije. Iz preprostega razloga, danes smo poslušali o tem, kakšne oblike dela in tako naprej. Zveza potrošnikov je nastala pred skoraj 27 leti, zato, ker smo posamezniki rekli, da hočemo nekaj narediti. Brez prostorov, brez denarja, samo z idejo v glavi. Če bi pa danes vprašali, kaj Zveza potrošnikov je, pa kako se financiramo, pa veste, večina pravi, ne, saj vas plačuje država, ne, čeprav zdaj mogoče bomo prišli letos na kakšnih 10%. V najboljših časih smo imeli 30 do 40. Ko je treba, tako bom rekla, vprašati kaj v zvezi z zakonodajo, ko se je treba kam pritožiti, ljudje prihajajo k nam, tako da smo morali takrat, ko smo še tisto tretjino sofinanciranja države zgubili, zapreti telefone, ker preprosto smo imeli po več kot 1000 klicev na mesec. Se jaz bi pa samo nekaj vprašal, ne. Čeprav, da ne bom zdaj se pritoževala, malo manj kot 9000 članov plačuje za to, da lahko testiramo, da lahko zastopamo njihove interese. Že 22. leto smo aktivni v Evropski potrošniški organizaciji, kjer smo postali člani, preden se je Slovenija začela sploh pogajati o članstvu. Tako da imamo tudi skozi ta kanal zelo pomembne informacije. Dejstvo je, da testiramo, da izdelke in storitve, da imamo približno, bom rekla, več kot 200 testov, pa 3000 izdelkov smo že naredili, da imamo 850 000 unique obiskovalcev na spletni strani, da smo izpeljali prvo kolektivno zamenjavo dobavitelja. To bi lahko rekli, da je bila neka akcija sodelovalne ali pa delitvene ekonomije tudi, ko se je več kot 40 000 ljudi registrirali za to, da je potem ena tretjina z nami zares zamenjala dobavitelja električne energije in da so na letni ravni prihranili 1 milijon evrov. Če bi se pa vsi tisti, ki so se registrirali, tudi to speljali z nami, bi bilo pa 3,5 milijona evrov. Da smo zdaj v situaciji, ko moramo resno razmišljati, kakšne nove poslovne modele postaviti, zato da bomo lahko kot organizacija obstali in se naprej razvijali, ker mislimo, da smo pomembna organizacija, da poskušamo nazaj vzpostaviti
dialog, ki smo ga v preteklosti z državo in državnimi inštitucijami imeli, na tak način, da so nas jemali kot pomembnega deležnika, po zakonodaji to celo smo, ampak da se je preprosto s številnimi menjavami izgubil in da zdaj pravzaprav premalo zastopimo v družbi po eni strani, zakaj rabimo potrošniško organizacijo kot deležnika v celotnem procesu. Potrošniki pa, čeprav so bistveno bolj osveščeni, pa pri nas še zmeraj pričakujejo, kaj bodo dobili zastonj, kaj jim pripada, kaj jim bodo dala država. Država sama po sebi bo dala eno figo. Če se ne bomo, tako kot smo se na začetku naprej zorganizirali in zastopili, da je delitvena ekonomija ali pa sodelovalna ekonomija, se vseeno, to so pomenke, ki jih lahko na različne načine obračamo, tudi priložnost za to, da začnemo bolj sodelovati, da postanemo kot potrošniki aktivni bolj v tem smislu, da ne bomo samo sprejemniki tega, kar nam različni poslovni modeli ponujajo, brez razumevanja, kaj potrebujemo, na kakšen način, in pa seveda, da bomo jasno postavili, kje so meje naše zasebnosti, kaj smo pripravljeni deliti, ker ne nazadnje, veste, saj je res, da zdajle velike multinacionalke preprosto, ne da bi nas vprašale, razpolagajo z našimi osebnimi podatki samo zato, ker smo mi uporabili takšno ali pa drugačno platformo. Sam kdo pa prav, da mora pri tem obstati? Če mi opažamo na evropski ravni že trende, da se je v bistvu, da se je število spletnih nakupov začelo zmanjševati zaradi tega, ker ljudje ne zaupajo več, kaj se bo dogajalo z novo nafto, tako kot danes rečemo naši zasebnosti. Tako da jaz mislim, da mi kot organizacija bomo v vsakem primeru naprej delali na varstvu potrošnikov, to se pravi se v največji možni meri vključevali v zakonodajne procese, tam, kjer nas bodo le zraven spustili, čeprav zdaj je situacija na evropski ravni boljša, bistveno boljša kot v Sloveniji. V Sloveniji se ne zavedamo, da bi bilo to potrebno, da mislimo, da ta zakonodaja, kakršnakoli že bo, da mora biti narejena na način, da bo omogočala poslovne modele, neprofitne modele, povezovanje ljudi, da ne sme biti ovira, ampak spodbuda in da mislim, da se ne bo dalo samo na nacionalni ravni, ampak da je tu izjemno pomemben evropski pristop, pa tudi globalni. No, na te teme se bomo še vrnili potem. Zdaj bi še k besedi povabil gospoda Petra Sušnika. Tukaj bom dal eno misel. Ena značilnosti sodelovalne ekonomije je, da v bistvu pretresa obstoječi trg, da dejansko prihaja do nekih morda na nek način motenj, ampak da se postavlja na novo. Vi bom rekel, v neki panogi, ki klasični, že obstaja toliko in toliko stoletij, me zanima, kako vi to doživljate, kaj pomeni konkretno konkurenca kratkoročnih najemov za hotele v Ljubljani in kako se odzivate na to konkurenco? Hvala lepa za besedo, hvala tudi za vabilo. Hvala tudi predhodnikom, ki so poskusili definirati pojem sodelovalne ekonomije, pa še vedno ne vem, kaj pri tem je sodelovalno, ker nič ne sodelujemo. Tukaj gre za klasično ekonomijo, gre za to, da se denar ustvari na podlagi neke investicije in se ga potem tudi temu ustrezno porabi. Zdaj nekaj za stroške, nekaj ostane pa za dobiček. In če o tem govorimo, potem je seveda stališče Svetovnega hotelskega združenja eklatantno jasno. Gre za pojav, ki je pretresel aktualno staro ekonomijo, če želimo tako reči, hotelirstva na ta način, da je dovolil, da se z isto dejavnostjo na reguliran trg spusti nekdo, ki je popolnoma nereguliran. V tem delu ne vidimo tega kot grožnjo neposredno nam. Jaz ne vem, po zadnjih podatkih je v Ljubljani cirka 500 enot, ki se oddajajo preko Airbnb-ja vsak dan v letu. To se pravi, gre za velikost hotela Union skupine, če si lahko predstavljamo. Če bi nekdo zdaj zgradil hotel v Ljubljani s 500 sobami, bi bil to zelo resen investicijski podvig, ki bi za seboj potegnil strašansko
veliko birokratskih postopkov v zvezi s pridobivanjem dovoljenj, v zvezi z iskanjem umestitve v prostor, v zvezi s prometnimi rešitvami, v zvezi s hrupom, v zvezi s sanitarnimi predpisi, v zvezi s tržnimi predpisi, v zvezi z davčno zakonodajo. Vsega tega pri sodelovalni ekonomiji Airbnb-ja ni. In zato seveda si lahko kupec, ki pride v Ljubljano, privošči poiskati nočišče za eno noč na mestnem trgu, kjer pa ni misel, da bi lahko kakorkoli v bližnji prihodnosti nastal nek normalen hotel, ki bi odgovarjal z vsemi svojimi kapacitetami za počutje tega gosta. V tem delu je ta neenakost pri isti dejavnosti, neenakost in neenakopravnost. To sta dva različna pojma, ki sta zelo pomembna. Tisti, ki hotelsko industrijo širom sveta, predvsem pa v ZDA, kjer je ta stvar še bistveno manj regulirana, pa bistveno bolj v razcvetu, pripeljala do tega, da želi upozoriti vse zakonodajalce in pa regulatorje na trgu, da se je potrebno izjasniti, ali je istovrstna dejavnost praviloma dejavnost dveh tirov. Po enem tiru lahko, po drugem tiru ne morem. Ko bomo izenačili igralno površino, takrat se bomo lahko tudi mi prilagodili ali pa ne obstoječim razmeram. Za nas konkretno seveda v obdobju, kot smo zdaj, ko prihaja do precejšnje gospodarske rasti, ko prihaja do tega, da je Slovenija turistično zanimiva, teh groženj načeloma ne čutimo z vidika vpliva na naš poslovni model, ki je pač vsa leta enak. Mi se ukvarjamo s storitvijo, mi se ukvarjamo s tem, kako gosta čim bolj pridobiti, kako ga prepričati, da je ta naša storitev vredna njegovega denarja. In na tem delu, jaz sem prepričan, klasični hoteli absolutno lahko premagamo kateregakoli sobodajalca, kakor je ta dejavnost trenutno imenovana v Sloveniji, brez kakršnihkoli prizivov, ker tisto, kar nudimo mi, za njegov denar nudimo bistveno več, kot nudi zasebni sobodajalec. Gre pa seveda za nekaj, kar na trgu je potrebno dopustiti in se pogovoriti v zvezi s pravili. Če mi je dovoljen, zato ker bi dal potem iztočnico, kaj so glavne grožnje Airbnb-ja? Ne toliko hotelom kot skupnostim, v kateri pravzaprav danes vemo, da v Airbnb-ju v Združenih državah in tudi pri nas, gospa Mavec bo nedvomno to lahko potrdila, so profesionalni investitorji, ki več enot, to se pravi najmanj 2 enoti, nakupijo z namenom oddajanja preko kratkoročnih portalov najema, kot je Airbnb, pa še nekaj temu podobnih. Lahko tudi Booking.com, ki je istočasno tudi za hotelsko platformo zelo dobra priložnost. To se pravi, mi imamo 40% vseh prihodkov ustvarijo profesionalni vlagatelji v stanovanja z namenom tega oddajanja. To v večjih mestih, kot je San Francisco, kot je New York, je to prestal zdaj že tak problem, da je to napadl trg nepremičnin za oddajo tistim, ki so prebivalci, ker imamo kompletne stanovanjske bloke, stanovanjske enote, ki so izključno namenjeni uporabi kratkoročnih najemov. To so mesta duhov, takrat, ko tega najema ni. In seveda posledično pomeni tudi strahotno inflacijo in pa izseljevanje prebivalstva na obrobje, zaradi tega, ker ne morejo več najemnine si privoščiti v tem rangu. Gre zdaj na eni strani za platformo, ki je 30 milijard dolarjev vredna, ki ima strašanske dobre prilive tudi na svoji proviziji od tega, kar pravzaprav dela, na drugi strani pa model, ki davčno ni izenačen s čemarkoli drugim, kar poznamo na svetu, zaradi pridevnika, tukaj si bom pa dovolil to opazko, sharing economy, ki načeloma ničesar ne deli. Gre za klasično ekonomijo, pretok denarja, ravno tako bi bilo potrebno plačati davek na dodano vrednost, ravno tako je potrebno plačati vse ostale dajatve, ki spadajo zraven, in tukaj se ne moramo na te temo pogovarjati, da zaradi tega, ker je pa to delitvena ekonomija, pa tisti, ki je kupil 4 stanovanja za to, da se oddajajo na trgu kratkoročno, je pa oproščen plačila davkov. Jok. Mi ravno tako vlagamo v to destinacijo, mi ravno tako odvajamo turistično takso, ki jo vsi te sobodajalci ne oddajajo. Mislim, da smo se tudi dotaknili enega od pomembnejših vprašanj, ki ga tudi skozi prakso bomo poskušali na njega odgovoriti. In to je razlikovanje med priložnostnim izvajanjem storitev, torej v modelu sodelovalne ekonomije in bomo rekel bolj poklicnim oziroma izvajanje neke klasične gospodarske dejavnosti. Tu se nekako lomijo kopja tudi pri regulaciji. Priporočila, ki jih je Evropska komisija lani poleti pripravila v agendi za sodelovalno gospodarstvo,
za razlikovanje med občasnim oziroma pač tem priložnostnim izvajanjem storitev in tisto bolj pravo gospodarsko, klasično gospodarsko dejavnostjo priporoča uvedbo pragov. To je ena od rešitev, hkrati pa tudi pri nekaterih rešitvah, kar se tiče obdavčitve, licenciranja in tako naprej, torej regulacije sodelovanja ekonomije, priporoča aktivno sodelovanje s samimi platformami oziroma držav in platform pri identificiranju, bom rekel, klasične dejavnosti, gospodarske in tiste bolj občasne dejavnosti, tudi za potrebe pobiranja davkov in tako naprej. Mogoče bi tu spet vključil gospod Mavec, da nam pove iz svojih izkušenj. Eno je vpliv na trg, me zanima, to je eno od vprašanj, oziroma eno od tem, ki jih je gospod Sušnik odprl. Drugo je pa pri regulaciji, vemo, da Airbnb je en takšen primer, v nekaterih mestih, Amsterdam, London, je dejansko že velja ta uvedba pragov. Kako to deluje in ali ima učinke željene? Ja, istočnic je bilo zdaj kar nekaj, to zdaj ne vem niti, kje ne začnem. Se prav tako je, dejstvo je, ja, da Airbnb zna biti zelo pridobitna dejavnost, ni samo delitvena ekonomija, ne? In dejstvo je, da ljudje kupujejo stanovanja. Jaz imam vsakodnevno klice, najte mi nepremičnino, ki jo bom dajal na Airbnb. Tako da se ljudje zavedajo, oziroma, ne, zdaj to spet tako, govori se, da sosed zelo dobro zasluži z Airbnb-em, zdaj bom pa še jaz, ne. Zavedati se moramo, da je slovenski trg za vse, kar delamo, in enako je tukaj tudi pri Airbnb-ju zelo specifičen in da je tudi Airbnb zelo sezonski. Mi nismo ta velika mesta, ala Pariz, New York, London, kjer so skozi turisti in se to skozi dodaja. Airbnb v Ljubljani konkretno in na Bledu in karkoli gre najbolj v sezoni od maja do septembra. Se pravi, ja, služimo z Airbnb-jem, vendar moraš delati tudi nekaj drugega. A ne? In te, ki služijo čez celo leto, recimo to, kar je tudi gospod Sušnik izpostavil, ti so itak zakonsko vezani, da morajo biti registrirani kot pravna oseba in te plačujejo davke, ker jih morajo. A ne? Tudi en tak, ki ima 4 stanovanja, kar tako na črno ne bo oddajal več. Verjetno je to na začetku delal, če je delal, vendar zdaj pa se tega ne grejo več, ker pač so inšpektorji zelo zavihali svoje rokave in zelo se učijo procesa tega Airbnb-ja in Bookinga in vse celotne delitvene ekonomije, kar se tega zdaj nepremičninskega dela tiče, a ne, vejo kam pogledati, vejo kako grejo transakcije, hodijo po terenu, zaenkrat se pravi, samo neka opozorila dajo, vendar se učijo, ne, in bojo tudi za nazaj, imajo možnost potem preveriti vse, kar je bilo. Tako da se ljudje vse manj upajo ne prijavljati in to je tisto, kar sem tudi na začetku rekla, da mene vsakodnevno kličejo ljudje, ker ne vejo, kaj bi naredili, bi pa radi rešili. Tako da tukaj dejansko ta razlika je že med nekim profesionalnim oddajanjem in tem sobodajalstvom, ne, ker je tudi še vedno dodaten zaslužek, ne, še vedno nek biznis, vendar da bi na tem gradil ti svojo dejavnostjo na boljša, ne. Se pravi, kar se je zgodilo na nepremičninskem trgu, če gledam s temi stanovanji, veliko stanovanj, ki se je prej oddajalo na dolgi rok in so zaradi nižjih najemnin ali zaradi tega, ker so multinacionalke šle in teh tujcev, ki so prej to najemali, ni več, ambasade so šle, ne, mislim, tudi zapuščajo Slovenijo in so ta stanovanja ostala prazna in so se dejansko potem oni obrnili iz neke potrebe na Airbnb, ne, ker par let nazaj ti dejansko sploh nisi mogel najeti stanovanja za 9 mesecev, to je bi moglo biti minimalno 1 leto, pa že to je bilo, joj, a res moram pa še enkrat dati prepleskati celo stanovanje, ki bo drug prišel, ne. In zdaj nekako iz tega je prišlo to, da so pač, ne, vsi ti Slovenci odprli svoja vrata in so ugotovili, da s tem svojim ceglom pa lahko tudi nekaj zasluži, a ne, da ni to zdaj samo nekaj, za kar plačuje kredit, ni to zdaj nekaj, kar mu tam praznega stoji, ampak da lahko dejansko to nekaj, kar je prej na dolgi rok oddaja tudi na kratki rok, ker si mu to, okej, tudi bolj splača, ampak s tem tudi zapolni to kapaciteto in se je tudi, se pravi, zelo spremenil najemniški trg kot tak, a ne, ker prej dejansko, se pravi, tudi prej veljalo tako, a ne, da je najem za študente, ne, se pravi, to so bila čisto druga stanovanja s tistimi, ne, starimi kavči pa vse, kar je bilo najstarejšega, pa najem za tujce, ki pridejo samo v Slovenijo, pa pač za tiste, ki si niso mogli kupiti. Vse prej je bilo dejansko najem metanje, za najemnina je bilo metanje denarja stran, ti moraš biti lastnik, ne. Zdaj so se pa ljudje tudi zavedali, da lastništvo nekaj stane in če že jaz plačam za to, tudi če imam denar in ga investiram, da ne vzamem to na kredit, boh ne daj kupovati stanovanja, ne, na kredit, zato da boš na Airbnb oddajal, ne. Se pravi, da imaš ti to svoje stanovanje, pa lahko
od tega res pač nekaj imaš. A ne? Zdaj pa, a je to zdaj konkurenca hotelirjem ali ne, dejansko ljudje, ki potujejo prek Airbnb-a, to je en drug segment strank ali pa pač ljudi, ki iščejo nič več samo pač to hotelsko storitev, vendar iščejo tudi ta experience, ne, to izkušnjo. Oni bi radi imeli to lokalno izkušnjo. To je ideja Airbnb-a, ne, zato oni pravijo welcome home. Pridi k meni domov in ti bom pokazal, kaj je zdaj ta naša država in kaj je zdaj ta Slovenija. To mogoče manj dobijo v hotelih, a ne. In še vedno so gosti, ki hodijo samo v hotele in jih sploh ne zanima, da bojo šli nekam k nekomu domov, a ne. To je en drug čist nov segment dejansko. Zato jaz, kot recimo jaz vidim, v Ljubljani, to, vsaj kar se centra tiče, to ni konkurenca hotelirjem. Ne. Je pa res, da mogoče te obrobne hotele, kar je, kjer lahko cenovno malo tudi primerjamo, ne, se pravi, ne vem, cena stanovanja manjšega ali pa cena sobe, so pa dejansko malo dvignili kakovost storitve, kar je pa tudi okej, ne, tako, bolj o tem. Mogoče vas lahko, gospod Sušnik, tole povabim nazaj k besedi. Kako ste vi prilagodili vašo ponudbo na, recimo, na to polkonkurenco, če tako rečem potem? Ali ste se odzvali, kako? Ne, ponudbo je težko prilagoditi, ko si enkrat zavezan upravnim postopkom. Kaj boš naredil? Hotel spremenil v stanovanja, zato da jih boš oddajal na kratek rok, to ne gre. Tudi ne gre mešati eno in drugo. Tukaj se strinjam z gospod Mavc, ni to nekaj, kar bi mi želeli. Mi bi želeli samo poudariti, da je tretma gosta drugačen v Airbnb-u ali v stanovanju nekega zasebnika, kakor v hotelu. In s tem je tudi odgovornost tista, ki jo pač moramo do gosta izkazovati. Je pa nepravilno govoriti, da seveda ne vpliva količina Airbnb stanovanj na trgu, recimo v Sloveniji, v Ljubljani in okolici, na tisto, kar doživljamo hoteli v visoki sezoni. Sezona v Ljubljani traja od marca pa do konca oktobra, to se pravi relativno dolgo, in v tem obdobju so tudi Airbnb v Ljubljani sami zelo konkurenčni in zelo polni. Tako da naša prilagoditev v tej smeri gre predvsem sprejemati večje število oseb v sobo. To se pravi, da imamo družinam prijazno, ki so primarni koristniki takih storitev, kjer izračunajo, koliko stane po osebi in ugotovijo, se splača stanovanje ali ne. In drugič, z dodatno ponudbo tistega, kar pravzaprav ne želiš delati na dopustu, kuhati, nabavljati, skrbeti za to, kje boš parkiral in na kakšen način, privabiti in izraziti to našo promocijo, tukaj vam tega ni treba. Privoščite si dopust, ker boste imeli sobarco, ki bo vam pospravila, imeli boste frišen zajtrk, ki se bo zjutraj samo od sebe postregel in se za vami tudi pospravil in potem imate prosto, da si delate tisto, kar želite na dopustu delati. Če pa želite prišparati, pa seveda izvolite apartma, kjer pa ste spet prepuščeni sami sebi, pa na koncu verjetno vas bodo še za tisto čiščenje še dodatno oglobili. Če se vrnemo eni temi, ki mogoče še nismo, torej uvajanju teh pragov za ločevanje med priložnostnim oddajanjem oziroma izvajanjem storitev in tej klasični gospodarski dejavnosti. Ali se vam to zdi rešitev, mogoče bi še gospod Kutin tle povabil, ali se vam to zdi rešitev za takšno ločevanje? Je to model, ki bo deloval, oziroma kako bi vplival recimo na trg, če se omeji na 60 dni na leto oddajanje kratkoročnega najema za takšne goste? No? Jaz ne bi rada zdaj razpravljala, kje je zdaj točno ta meja med tistim, kaj pomeni oddajanje ali pa imeti nepremičnino izključno z namenom oddajanja. To je ena zadeva. Dejstvo pa je, da imam tlele podatke 4 potrošniških organizacij in sicer iz Španije, Portugalske, Italije in Belgije. Oni so pač združene v skupino Euroconsumers, kjer so prišli do tega, da so v letu 2015 naredili eno raziskavo in ugotovili, da 70% potrošnikov je že pravzaprav bilo udeleženo na tak ali drugačen način v delitveni ekonomiji, ali da so iskali nepremičnino, ali da so delili avto. Zanimivo pa je, da jasno, zakaj to iščejo, ker je cenej, ker je ugodneje. Imamo potem tudi zdaj že razvoj tega, da se pojavlja nov profil, v angleščini mu rečejo prosumer,
ne vem, mi smo rekli potrošnik, ne vem, mogoče bomo najdli drug izraz, namreč dejansko takrat, ko gre za to, da ti oddajaš neko sobo ali pa oddajaš počitniško stanovanje, pa ga še kdo drug zaseda ali recimo vzameš nekoga v avto dodatno, je to ena zadeva, ljudje seveda to želijo. Moramo se pa zavedati tudi tega, da to pomeni tudi določena tveganja, namreč potrošniška zakonodaja, tako kot je zdaj urejena, takšnih relacij ne ureja. Treba se je zavedati, da če greš v avto z nekom, da pa se zgodi nesreča, so tukaj lahko zelo resne posledice, sploh če avtomobili niso ustrezno zavarovani, tako da če skrajšam tole, jaz mislim, da bo dejansko potreben resen razmislek, kako urediti tisto sodelovanje, ki je neprofitno, kako urediti potem takšno, recimo, da potrošniki z sončno elektrarno neke presežke dajo v sistem, pa da zdaj zaradi tega ne bodo ob penzijo, kot se je začelo dogajati, kar je pravzaprav totalni nonsens. Sploh še, če vemo, da je povprečna penzija zdaj 600 evrov, pa mislim, po eni strani sistem ne dopušča dodatne dejavnosti, razen če se ne aktivirajo tudi te minimalne dodatne, te razna vavčerska zadeva so šle, jaz po mojem mnenju, zelo mimo namesto v pravo smer. V glavnem, tukaj nas čaka precej dela, da stvari postavimo, kaj je samo nova oblika, kaj je nova oblika ponujanja, čist gospodarske dejavnosti, kjer gre za tekmovanje, ne pa sodelovanje, kaj je pa v bistvu so novi modeli, kjer bodo ljudje nekaj ponujali, zato ker je pol tudi boljša izraba avtomobilov, ne, nazadnje tehnologija v naslednjih letih, mislim, da bo še marsikaj prinesla, o čemer se ta hip ne pogovarjamo. Še enkrat, pragovi, ja. To sem hotela zdaj, tako. Jaz mislim, da ja, samo ne v številu dni, vendar morda v temu, koliko zasluži na leto. Ne? Recimo, kdo je zame tisti ta prav koristnik Airbnb-a kot delitvene ekonomije? Recimo, ne vem, jaz imam stranko, ki je ločen in najel večje stanovanje, ker so njegovi otroci vsak drug teden pri njemu prespijo in takrat, ko ne spijo, on oddaja na Airbnb-o. Se pravi, tukaj v dnevih pol ne bi že prišli skozi. Tako se pravi, da bo tisto najemnino dodatno, ki si je nekako nakopal na glavo, da ne rečem, da si jo lahko pokrije. Ali pa imam recimo eno gospo, ki je v penziji in je rekla, jaz s tem sploh ne pridem skozi, ima pa super stanovanje. In je rekla, bom eno sobo zaklenila ali bom noter živela, mogoče se bom hčerke umaknila takrat, ko bojo gosti prišli, občasno. Ampak spet bo to, pač težje bomo v dnevih, ampak to bi naredila zato, da bo lahko prišla skozi mesec, ker je rekla, da si piše res čisto vsak izdatek, pa da ji ni preveč všeč, da to dela. Da bi lahko rekla, meni je dovolj, nima niti stanovanja na kredit, rada bi si stroške plačala, pa mogoče še kaj majhnega prvošla, saj ne zdaj, da bo ona od tega bogatela. Tako da to so tisti ta pravi, pa študenti itak, ki oddajajo, ampak to so tisti ta pravi uporabniki te delitvene ekonomije, pa Airbnb, tako da ja, pragovi, ja, ampak verjetno bolj v zaslužku kot v dnevih, kar se mene tiče. Gospod Sušnik, na hitro še glede pragov. Ja, se popolnoma strinjam s predhodnico. Jaz mislim, da je pravilno reči, da ta ekonomija ni nič drugega kot katerakoli druga in dohodek iz te ekonomije bo obdavčen kot iz katerekoli druge. Če gre za gospodarsko dejavnost po principih, ki veljajo, se boš ustrezno registriral, če velja to, da oddajaš kot zasebnik, bo to tisto, kar se prijavi v dohodnini kot prihodek iz najemnin. In v tem delu mislim, da nimamo nobenih problemov. Jaz si ne znam predstavljati, kdo bo kontroliral, je zdaj 60 dni, 61 dni ali pa 59 dni. Tukaj je zelo, zelo težko breme. Ne vidim nobenih ovir, da bi se ta prag takoj ne implementiral skladno z že veljavno davčno zakonodajo. Hvala. Torej, dobili smo tu en pogled, gre za to klasično disrupcijo trga strani novih ponudnikov. Prej smo slišali, gospod Veverkovo je pojasnila tudi, zakaj se dogaja, bom rekel, na en način ta disrupcija, to pretresanje trgov. Togost na trgu je en od težav, recimo mogoče pri ponujanju nekih popravil na domu,
To zna biti pogosto težava, ko rabiš nekoga v roku kakšne ure, da ti pride popraviti, bom rekel, pipo ali pa nekaj takega, verjetno boš imel težave, da najdeš nekoga. Zdaj me zanima, kako vpliv takšnih platform, kot je vaša, gospa Verkova, kako v bistvu vpliva na ostale tržne igralce? Ali se potem tudi oni začnejo drugače obnašati? Kakšen je bil, bom rekel, ta togost, ki je pripeljala to storitev na trg, kako je vplivala potem na igralce na tem trgu? Okay, I don't think that Ja, mislim, da to ni neka velika konkurenca za obstoječe ponudnike. Mislim, da se tu ne bi smeli počutiti ne vem kako ogrožene, ker tovrstna aktivnost ponuja samo hitrejšo, drugačno komunikacijo, ponuja neko dodatno možnost, da izkoristijo prednosti, ki jih ponuja tovrstna platforma. Mi smo ena od številnih platform in naša platforma ponuja samo to, da se poišče ponudnike na trgu. Številni kupci niso mogli najti ustreznega obrtnika za popravilo nekih enostavnih zadev, čisto poceni zgodb, in mi smo tisti, ki jim uspemo najti potem ponudnike. In če nek običajni vodovodar lahko to ponudi, potem to ponudimo. Številne priložnosti so in mi jih ponujemo. Prej je bil problem za stranko najti, bom rekel, nekega izvajalca, ki bi prišel in opravil neko manjše popravilo na domu. Vaša platforma je omogočila, da se povežejo. Zakaj so se potem, bom rekel, poklicni izvajalci prijavili na platformo, prej je bilo pa tako težko dobiti, bom rekel, na ta način? Kaj v bistvu ta platforma potem pomeni? Kaj omogoča? Mislite v primerjavi z standardnimi akterji na trgu? Ja, ključna razlika je v tem, da ta komunikacija postane bistveno enostavnejša in hitrejša predvsem. V današnjem okolju ljudje želijo rešiti tovrstne, dobro, ne probleme, ampak storitve hočejo najti čim prej, ker se morajo ukvarjati z drugimi stvarmi. Z tega vidika je to drugačno od standardnih akterjev na trgu, ker je naša storitev zelo udobna in enostavna. Se obrnem malo, govorili smo o disrupciji, pretresanju trga. Eno je pač glede ponujanja storitev, druga je pa v sami miselnosti. Pomemben element, pomemben faktor v sodelovalni ekonomiji je ta, bom rekel, miselni preskok. Torej iz miselnosti o potrebi po lastništvu dobrin in tisti o potrebi po boljši izkoriščenosti kapacitet zaradi omejenih virov, bom rekel. In če se tu obrnem na vas, gospod Čer, car sharingi po svetu so postali veliki hit. Zakaj je to? In predvsem me zanima iz slovenskega stališča, pregovorno smo zelo navezani na lastništvo svojih vozil, kako na tem trgu uspeti s car sharingom? Mogoče bi se mičken lotil filozofije, ker mislim, da glavni problem je izobraženost. Kadarkoli je danes hitrost učenja in prilagajanje ključna diferencijacija, ključna konkurenčna prednost. Danes nobena služba za nedoločen čas, noben milijon na banki, nobeno lastništvo podjetja ni več varnost. Danes je edina varnost hitrost učenja. In hitrost učenja zato, ker se dogaja res industrijska revolucija. In
če dobro pogledamo, kaj so ponavadi industrijske revolucije prinesle, koliko stresa, zato ker se ljudje nismo bili pripravljeni dovolj hitro prilagoditi ali razumeti, kaj se dogaja, marsikdaj se to končalo tudi z vojnami in z depresijami, je danes res ključno, da čim prej se poglobimo in razumemo filozofijo, oziroma kaj je v ozadju vsega. Ne? In v ozadju vsega je nekaj zelo enostavnega. Prvič v zgodovini je vse postalo povezano, connected. Ne? In ker je vse postalo povezano, resnica prihaja na plano. Se pravi, ne da se več manipulirati, veliko stvari se lahko poenostavi in še več, veliko stvari lahko začnemo deliti. In če zadnjih par desetletij cela ekonomija bazirala na prekomernem kupovanju in proizvajanju in se seveda to zdaj naenkrat zasičilo, ker ni več vzvodov, ne. Ko je zmanjkalo denarja, smo dobili kredite in leasinge, še kupujemo, delovna mesta v avtomobilski industriji recimo so rasla, GDP je rastel, ampak naenkrat več ni prostora na plači za leasing, ne. Vsak od nas ima vsaj 10 sredstev doma, ki so stala več kot 1000 evrov, pa jih niti enkrat na mesec ne uporabimo, ne. In v preteklosti je pač to malo funkcioniralo. Dober marketing, potreba po pomembnosti, takšni in drugačni vzvodi. Danes pa, ker stvari postajajo nevzdržne več, v stari ekonomiji proizvodni marže skoraj več ne obstajajo, potrebujemo nek nov ekonomski model. In ta digitalizacija, ta povezljivost nam to prinaša. Da mogoče zdaj se vrnem na vaše vprašanje, ne. Mogoče kontraprovokacija, kdo od vas bi se odločil, da ne rabi biti več lastnik avta, če lahko svoj standard podvoji? Ali pa če za isti standard rabi pol časa toliko delati, kot je včeraj? Ne? Ampak dokler tega ne pojasnimo ali pa ne razumemo, tega ne bomo naredili, ne? Se pravi, smo že spet pri izobraževanju, pri učenju, ne? Zelo enostavno, v Sloveniji je povprečna plača 1000 evrov, povprečen strošek vozila s gorivom, s parkirišči in tako naprej je okrog 500 evrov na mesec. In več kot en avto na zaposlenega imamo. In 80% zaposlenih naredi manj kot 20 km na dan. To so statistike. Kako? Mislim, kater cenovni razlog za vozilo ste primerjali. No, če ste vi... No, ampak to počnemo v Sloveniji. Lahko je družinska. No, jaz sem pripravljen... Dajmo počakati na besedo. Ja, če ste vi, sem tudi jaz pripravljen zastaviti svoje premoženje pa kariero, da bom stal za tem, kar sem povedal. Se pravi, kaj je lažje, dvigniti plačo iz 1000 na 1400 evrov ali znižati strošek mobilnosti iz 500 na 100 evrov? Ne? Se pravi, tukaj tiči zajec. 400 evrov na mesec je 5000 evrov na leto. Ali pa če 400 evrov manj pomeni 40% manj časa je treba delati za isti standard. Ali pa bistveno več. In tu se skriva v teh prihrankih, ki jih lahko z ekonomijo delitve naredimo, se aktivira nova kupna moč, kjer lahko začnemo kupovati bolj ekološko hrano, masaže, well-being, edukacijo, ne vem, nove storitve. In to je priložnost za novo konjunkturo, ne. Se pravi, nova ekonomija je bazira na tem, da začnemo racionalno uporabljati sredstva. In to lahko, ker smo povezani, ker je vse transparentno, ker je s tem večja varnost, ker se lahko peer-to-peer ekonomija razvira, se pravi, lahko jaz gospe nudim neko storitev 1 na 1, brez da bi rabo DOO ustanoviti in se naučiti vseh procesov od zadaj in plačevati računovodje, pravnike in tako naprej, zato ker bo sodelovala preko aplikacije. In ta aplikacija je že direktno povezana z davčno. Tisti trenutek, ko nekaj narediva, je že fiskalizirano. Se pravi, ni več, prej smo rabili cele procese, koncepte od zadaj imeti zato, da nismo igrali fuzbol po avtu, ne? Ampak z povezljivostjo, s to novo digitalizirano ekonomijo, si pa to lahko privoščimo. Še več, povezani so lahko vsi avti, mi jih vidimo, kateri razpoložljivi, si jih delimo. Primer ekonomije delitve, jaz ne bi tako poenostavljal, mogoče kot so predhodniki, je Netflix, če poznate, si delimo filme, ali pa iTunes, si delimo muziko. Če smo rabili pred 10 leti kupiti vsak svoj CD vsak mesec, pa veste, koliko je to stalo, ranga 10, 20, 30 evrov, danes imaš za 5 evrov na mesec so muziko, ne. Se pravi, in si lahko na svoj način delimo, ne. Tako da, tako se dogaja, koliko je v Sloveniji starejših ljudi, ki imajo hiše, pa imajo po 3 sobe prazne, po 300 evrov penzije, ne. Zakaj bi rabili graditi nove objekte, uničevati zemljo, onesnaževati z nafto, z stroji, če lahko bolj izkoristimo vse to, ne. Gospa pa namesto 300 evrov, 800 evrov penzije dobi, ne.
Se pravi, tukaj in odgovor na vaše vprašanje je, kadar bomo razumeli, kadar se bomo zavestili, oziroma sam povedal, kadar bo miselnost prišla na ta nivo, potem bomo zelo začeli sodelovati. Ker razlog, zakaj smo skupaj na tej zemlji, da med sabo sodelujemo in dvigujemo kvaliteto življenja in ohranimo rod. Ne zato, da se tepemo, pa en druga preganjamo oziroma tekmujemo, kdo je boljši. Ne? In s to novo ekonomijo, s to povezljivostjo, resnica prihaja na plano in ko bomo enkrat to ponotralni, jaz verjamem, da prihaja nova renesansa človeštva. Hvala za to. To je v bistvu zelo dobra istočnica. Bom rekel, zdaj smo slišali kar nekaj stališč, pa vendar to bo, ker nas čas že malo preganja, istočnica za zaključek naše debate. Mene v bistvu zanima ravno to, ali je to model, ki bo zamenjal obstoječi gospodarski model ali ga samo dopolnil. In če samo, prej mi odgovorite, samo še to bom rekel, trenutni gospodarski model temelji na rasti BDP-ja. Vi ste omenili prej, ali imam problem povišati svoj dohodek za ne vem koliko, ali ga pa znižati. Dejstvo je, da če gremo na ta varčevalni model, torej da bomo znižali stroške, rasti ne bo, ker je znesek bo enak. Torej, ta model rasti, kot ga zdaj poznamo, se bo spremenil. Torej, ali gre za menjavo tega modela, ali gre za dopolnitev obstoječega gospodarskega modela. To je zdaj tisto vprašanje, s katerim bi poskusili zaključiti zdaj, oziroma zaokrožiti to debato. Ne drži čiž vaša trditev. Definitivno mislim, da nova ekonomija ali pa bodoča ekonomija ne bo več bazirala na rasti, ampak ne pomeni pa s tem, se pravi, da mi varčujemo, ampak usmišljujemo izrabo sredstev in dobrin. In s tem, ko usmišljujemo izrabo, s tem, ko naredimo en avto namesto 10, 9-krat manj poškodujemo zemljo. 9-krat manj rabimo nafte, da s kamione pripeljejo dele nekam. 9-krat manj, da se to predela. Če rabimo 9-krat manj hiš narediti, če rabimo 9-krat manj CD-jev sprintati. Če sem jaz hotel reči pred 30 leti punci, da jo imam rad, je mogel nekdo posekati drevo, pa z tega drevesa narediti papir, pa potem nekdo grafit, pa da smo to napisali, pa poštar, pa je trajalo mogoče en teren, da se mi to povedal na drugem koncu sveta. Danes to v sekundi samo odleti in ne rabi nobeno drevo pas. Tako da smisel evolucije, pa inovacij, ki podpira evolucijo, je lih to, da s pomočjo tehnologij in znanj usmišljujemo svoje bivanje. In ekonomija delitve je samo logičen korak naprej, da prekomerno več ne uničujemo in pa prenesla bo bistveno več časa, krajše delavnike za isti standard, kot sem povedal, in tudi, ampak, da ne bom. Torej, gre za gospodarsko, bom rekel, revolucijo. Gre za popolno prenovo, to je ne samo za dopolnitev modela. Kar nekaj držav na svetu ima že ministrstvo za srečo. In tudi... Bom še tu povabil potem ostale paneliste. Je pa res, da smo poslušali o določenih modelih oziroma tudi tehnološkem napredku, ki bo prinesel krajši delovni čas že v 50-60 letih. In kot vidimo, iz tega še ni ratalo ravno to, kar so napovedovali takrat. Imamo dva tipa ljudi. Eni, ki iščemo resnico, pa eni, ki branijo svoj položaj. Slovenci se moramo odločiti, v katerega bomo šli. Tukaj je veliko istočnic za ostale. Morda, če povabim gospod Mavec k besedi. Ja, v bistvu se zelo strinjam, to, kar je Matej rekel. Dejansko gre za spremembo mindseta. Se pravi, definirati treba, kaj je rast. Absolutno v tem prehodnem obdobju bo to delitvena ekonomija zgolj dopolnitev tega, ker tako hitro ne gre, že sami vidimo, koliko časa traja, da se sama ena zakonodaja za neke svobodajalce, a se bo prilagodila ali ne, se pravi, je treba vse to v glavi nekako sprocesirati, kako bo zdaj to, na kaj bo to vplivalo. In enako, če se recimo na začetek, ko gospod Sušnik rekel, kako je zdaj zgraditi en hotel, koliko je enih osnaževanj, korupa, ne vem, koliko je to enega angažmaja, energije, vsega. Saj tudi te stavbe so se enkrat gradile, pa je bilo treba imeti nekih, sam zdaj se je to malo prestavilo, če pogledaš Stara Ljubljana in velik hotel rato, ampak že obstoječ, ampak samo sobe so se pač malo zamenjale iz tega, ker je nekdo bival ali pa na dolgi rok oddajal, pa zdaj v bistvu se to menja. Tako da je bolj v to delitveno, v bistvu izrabljamo to, kar že imamo za nekaj drugega, je pa res, da tudi ustvarjamo pač ob tem neke prihodke, zdaj je to prav ali ni, ampak to je neka filozofija za naprej. Tako da.
Gospa Kutinova, vi ste tudi imeli prej dejansko. Tako bom rekla, tehnologija sama po sebi ne more reševati zadev, pričakovati, da bo tehnologija stvari rešila, je iluzija. Tudi računalniki, no, jaz sem dosti stara, ko smo jih začeli uvajati, je bilo rečeno, da nas bodo razbremenili, dejstvo je pa, da so nas obremenili. Tako da, kar se tiče rasti, je vprašanje, kaj je definicija rasti, če bomo začeli gledati, kako bolj trajno se razvijati, trajnostna potrošnja s trajnostnim razvojem, potem seveda vidim tukaj velike priložnosti. Če bomo pa dopustili, da bodo največje multinacionalke pobirale dobičke pa plačevale nič davkov, potem seveda bomo prišli do tega, da v končni fazi pač ne bomo imeli davkoplačevalcev, to, kar sem že prej malo rekla, pa zaradi slabe kupne moči, če bomo preveč usmerjeni samo v to, kako producirati vse tisto, česar imamo že zdaj preveč, pa se ne da prodati, potem seveda še potrošnikov ne bomo imeli, tako da dejansko prehajamo v zelo pomembne čase, kako se bomo kot družba organizirali, kako regulirati stvari na način, da bo spodbujal boljše pa modele za ljudi, ampak brez etike, veste, pa če bo ostala pohleb vrlina, pa egoizem, pa se nam zelo slabo piše, ker posledice čutimo zdaj že vsi. Tako da pričakovati pa, da, oziroma, tako bom rekla, sej bomo zavili čisto v drugo smer, če bomo govorili, da tehnologija daje transparentnost. Tehnologija omogoča transparentnost, če jo uporabimo na tak način, to se pravi, da morajo biti podatki jasni, razkriti, vse te platforme, da se ve, kdo je za njimi, kaj za tem stoji, kakšni so potem tudi tisti, bom šla nazaj na varstvo potrošnikov, mehanizmi razreševanja sporov, odškodnin in tako naprej. Pa kako pa ljudi spremeniti za to, da bomo zares začeli sodelovati, to pa mislim, da je vprašanje, ki presega tlele vse nas, ki smo tukaj, bo pa nujno potrebno, ker preveč prihajamo do tega, da kaj ljudje verjamejo, ne pa kaj jim dejstva govorijo. Gospod Sušnik, če pogledamo malo v prihodnost, torej, če ostanemo tu, čez 20 let bodo še obstajali hoteli, če vas tako malo izzovem. Seveda, brez nadaljnega. Ker ta model ne more zamenjati nobena druga dejavnost, sicer bi ga že verjetno skozi zgodovino kdo pogruntal. Gre za čist realne stvari. Zaenkrat je ta stvar v delitveni ekonomiji nekje na meji med utopijo in pa izkoriščanjem. Ko bo prišlo v Ameriki do prve resne tožbe med potrošnikom, ki je koristil Airbnb in se mu je tam nekaj zgodilo, in med lastnikom Airbnb-a, ki ni imel stanovanja v skladu s pravili, ki ni imel zavarovane odgovornosti, ki ni imel tega, ki ni imel onega, takrat se bo seveda ta mindset začel drastično spreminjati na stran potrošnika in njegove zaščite. In takrat se bo izkristaliziralo, da seveda klasični hoteli in pa klasični operaterji, ki imajo investirano veliko denarja in so regulirani, imajo določene prednosti. Ne bom rekel, da se bodo tudi Airbnb v celoti umaknili, se ne bodo. Utopija, ki jo je predstavil gospod Čer, je seveda vzdržna, vkolikor gre za to, da je vezna posoda vedno enako polna. Gre za to, da imamo vedno na razpolago dovolj tudi takrat, ko so potrebe konične. V Ljubljani je hotelov 20. januarja več kot dovolj, ker je zasedenost 20%. Ampak avgusta jih je bistveno premalo, ker smo vsi zasedeni 100%. Avtomobilov mi se lahko odpovemo in bomo vsi sodelovali. Ja, kdo bo pa potem lastnik tega avtomobila, ki ga bomo skupaj uporabljali? Država? To je bil marksizem. Tega smo se odpovedali, to ne funkcionira. Gre za to, da zaradi potreb, ki jih imamo in jih imamo vsi sočasno, je avtocesta proti Primorski 1. avgusta izjemno zasedena. Pa sodelujemo pri tem. Skratka, gre za to, da te modeli
so zelo, zelo vprašljivi, ne, pa gre za čist plastičen prikaz. Jaz mislim, da ta model se bo počasi razvil v neko pravilno razumevanje, kaj pravzaprav oddajam, na kakšen način služim in bo prišel nazaj v obročje klasične ekonomije, ker zaenkrat iz tega območja še nismo izskočili. Sem pa vesel vsakih novih pristopov, ki na to temo karkoli odprejo, ker dajo tudi nam v klasiki misliti, kako sami sebe razviti. In v tem delu sem prepričan, da gre za eno pozitivno stvar. Hvala. Zdaj smo odprli veliko tem, o katerih bi se lahko verjetno pogovarjali še cel dan. Žal nimamo toliko časa. Dal bi še besedo na hitro gospe Veverkovi. Želim vaš pogled na prihodnost sodelovalne ekonomije kot modela, mogoče prihodnega gospodarskega modela, ki bo pač na eni strani rešil svet na ta način ali pa dopolnjeval obstoječi gospodarski sistem. Preden predam besedo še publiki, verjamem, da je tu kar nekaj vprašanj. Žal bomo imeli samo približno 10 minut, ampak bomo poskušali še zaključiti to debato. Tako da, gospa Veverkova, izvolite. Hvala. Mislim, da obe vrsti ekonomije lahko sobivata in se med sebojno dopolnjujeta. Morda je potrebno, da se tradicionalno gospodarstvo nekoliko prilagodi, ampak mislim, da se lahko med seboj tudi dopolnjujeta. To je moje stališče. Mislim, da ne bo tehnologija zmagala kar tako sama po sebi, ampak da je potrebno ravnotežje. Za publiko tle, zanima me, ima kdo vprašanje za naše paneliste glede tem, ki smo jih odprli. Tam je gospod, bi lahko mikrofon. Meni so že mikrofon dali, kot kaže, moram postaviti prvo vprašanje. Dragan Barbutovski je moje ime, vodim think tank, ki se ukvarja z evropsko politiko, imenuje se Evropa misli. Eno iztočnico bi v bistvu dal, ki je mogoče bolj za naslednji panel, pa lahko most med enim in drugim. Govorimo namreč o kakšen je ta nov model in moje dve vprašanje imam. Eno je, a je lahko za sodelovalno, kakorkoli ekonomijo imenujemo, obstaja samo en poslovni model, ne morem se nekako znebiti občutka, da vsiljujemo ameriški model v Evropi. In iz tega sodeč, a smo dovolj zreli pri nas, govorim v Sloveniji, da naredimo nek ta naš slovenski model ali pa da nekako vplivamo na oblikovanje evropskega modela sodelovalne ekonomije, ker namreč kot država pri tem nimamo najboljših izkušenj s tem oziroma neke prakse. Tako da kako pravzaprav narediti ta model, da bo primeren za Slovenijo ali pa za Evropo, se konec koncev delujemo v tem okolju. To je moje vprašanje. Imate kakšnega posebnega panelista v mislih, da bi vam to odgovarjal ali pustimo kar? No, izvolite. Kaj je drugače pri tem modelu? Je storitev, se jo plača, je dohodek, je investicija, zato da to storitev sploh lahko nudiš, je nek strošek dela, materijala, česarkoli. Kaj je zdaj tisto, kar to sodelovalno ekonomijo, ki je ne želimo narediti ameriško, ampak želimo evropsko, posebnega v Evropi, da rabi drugačen status kot v Ameriki ali pa v Ameriki posebno glede na to, kar je v Evropi. In se ne da regulirati skozi klasično davčno zakonodajo. Še kdo na to temo? Gospa Kotin? No, jaz se s tem pristopom ne bi strinjala, da gre samo za enak ekonomski model, ampak mislim, da gre za celo paleto različnih rešitev, ne nazadnje tako kot sem že rekla, nekaj, kar je čist enako, kot je recimo klasičen hotel, samo z drugimi sredstvi, nekaj, kar so dodatne možnosti, nekaj, kar je neprofitno povezovanje, pa iz tega nastaja, ne vem, en del morda v okviru socialnega podjetništva ali pa nasploh. Tako da jaz si ta hip ne bi upala še govoriti o tem, kakšne oblike lastništva so. Govoriti o tem tudi, da zato, ker določene rešitve v preteklosti niso dobre, še ne pomeni, da se jih ne da na novih temeljih dobro postaviti. Ali pa bom osebno povedala, jaz imam z zadrugo v
tistem čudnem sistemu, ki ni bil tako slab, zelo dobre izkušnje, ker smo v okviru zadruge si zgradili stanovanja oziroma hiše in je davčni sistem omogočal pa spodbujal zadružništvo. Potem je pa to kar zamrl, ker ni bilo več moderno, veste, in namesto, da bi pogledali, kaj je dobro pa kaj je slabo, smo določene stvari preprosto sčrtali. In mogoče je to primer za, ne vem, za zadružništvo. Pol recimo številni posredniki, ki se zdaj pojavljajo v direktnem kupovanju izdelkov od kmetov, pa so posredniki izpuščeni, pa se spodbuja lokalna pridelava, pa na tak način malo nižajo cene. Mislim, možnosti je še pa še. Mislim, da bi jih morali pogledati z celote, kaj pravzaprav želimo, na kakšen način spodbujati stvari. Res je pa, da v Sloveniji, mislim, to sem že rekla, preveč obvladamo, zakaj se kaj ne da. Namesto, da bi se potrudili, kako odpreti ta prostor, kako v bistvu privabiti ljudi, ki imajo ideje in potem poiskati, kako to narediti. In tu, tako da bi bila rada bolj optimistična, Slovenci smo že tako a priori preveč pesimisti, pa preveč kritični, tudi kot populacija, čeprav nam ne gre tako slabo, ampak če bi pa odprli možnost, da bi, a veste, OECD je celo rangiral Slovenijo zelo visoko glede stopnje oziroma Slovence kot inovativne ljudi. Hkrati imamo pa okolje, ki pa to ubija, še preden se sploh kaj razvije. Na to temo vam jaz lahko cel popoldne predavam. Na podlagi samo mojih izkušenj. A veste, kaj vse sem doživela osebno v tej državi, da si drznem voditi nevladno potrošniško organizacijo na način, da mislim, da je prav. Mislim, pa ne bom nehala, dokler ne bo šla naprej. Tako da, ampak hočem reči, kako sem, s kom se pa pogovarjati ta hip, mislim, imam resen problem, ker tisti, ki bi nas morali zraven povabiti, jaz mislim, da imam določene reference v tej državi, pa ne mislim zdaj predstavništvo delegacije, ker drugače me tlele ne bi bilo, ampak tiste, ki so odločevalci v tej državi, da končno razbijamo to blokato in se začnemo pogovarjati, kako bomo kaj naredili izven partitokracije. Gospod Čer, ste želeli dodati na tej točki? Mogoče dva pogleda. Zdaj prvo, mi se moramo odločiti, a želimo biti izolirani, samozadostni, a smo sploh sposobni, potem lahko delamo, kar hočemo. Če pa še vedno mislimo kupovati kitajske, pa ameriške, pa nemške stvari, pa mogli biti vsaj na isti platformi ali pa na istih robnih pogojih, da bomo sploh preživeli, ker drugače z nami nobene bo izmenjavo dobrine, če bo 10krat več stali ali pa 10krat slabše ponudili za isto. To pomeni, da odgovor vam je sigurno infrastrukturo, če bomo želeli ostati v tej globalni igri, pa še vedno lokalno igrati, bomo mogli ponotranjiti in uporabiti. Ampak na drugi strani je pa danes vodilo uporabniške izkušnje, user experience. To pomeni, nobenega ni prisilil, da spi v Airbnb-u ali pa v City hotelu ali pa uporabi Avant2Go. Kupec ima možnost izbire in se sam odloči. Jaz po celem svetu uporabljam Airbnb. Pred 4 tedni smo v Berlinu spali v mega super apartmanu in sem prav užival, da smo si kuhali večerjo pa zajtrk skupaj naredili. Tako da nekomu pa ne paše to. Nekdo pa hoče biti Four Seasons. Tako da to je to. In zdaj vsak od nas lahko z istih sestavin drugačno juho skuha tukaj. In na osnovi tega bomo pač videli, koliko smo vredni, kakšen standard si lahko privoščimo, kaj lahko živimo. Tako da nek skupaj inovalec, ja, neki robni pogoj, če želimo globalno igrati, ja, potem pa, ampak problem bo, če bomo mi tu prepočasni. Industrijska revolucija prinaša novo infrastrukturo, nove platforme in če bojo vsi ostali prej to ponotranili in začeli uporabljati, potem se nam bo slabo pisalo, potem da bo standard zelo padel. Če pa vsaj približno tako hitri kot povprečje, potem pa lahko na samem servisu, uporabniški izkušnji gradimo diferenciacijo in vsak od nas ima možnost, ki nikoli niti približno ima tako, kot ima danes, da izstopi ven in pokaže, koliko je drugačen, pa koliko je pripravljen več narediti.
Če sam na hitro še, dejansko, če gledam jaz Airbnb, Airbnb je samo platforma, kamor nekateri ti objaviš stanovanje in na Airbnb, ko ti daš kljukco, da se oglaša s splošnimi pogoji, dejansko oni rečejo, da da delaš v skladu z lokalno zakonodajo poskrbeti sam. Tako da je pač lokalna zakonodaja tista ali pa Slovenija v tem primeru tista, ki bo rekla, kako se bo delala ta delitvena, pridobitvena, kakršnakoli ekonomija že na Airbnb-u, če govorim za Airbnb-u. Tako da neke okviri je pač postavil, dal je eno novo idejo Airbnb, pa pač Booking malo drugače, ampak dejansko smo mi tisti, ki bomo skreirali, pa povedali, kako. Saj ni Airbnb. Ona nam samo omogoči, da se srečamo. Imamo še eno vprašanje tu, gospod tam. Lep pozdrav, Luka Mišic, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Pred nekaj meseci, če se ne motim, smo bili uporabniki in ponudniki Airbnb storitev, pa žal se spet vračam k Airbnb-u, ampak vprašanje vseeno zastavljam širše, bili pozvani, da nekako soglašamo z torej nediskriminacijo pri uporabi oziroma pri ponudbi Airbnb storitev. Pa me zanima morda vprašanje za gospod Kutin, pa tudi širše, kaj menite o nekakšni tej polobstoječi kontrahirni dolžnosti oziroma obveznosti skleniti pogodbo z povpraševalcem storitve v okviru ekonomije delitve Airbnb-a in širše. Hvala. Ok, jaz nisem pravnica, pa bom vsem poskušala odgovoriti. To je v bistvu pravzaprav širši problem, ki je v glavnem povezan z varstvom osebnih podatkov oziroma sploh, še širše bom rekla, z uporabo neke platforme. Naši kolegi na Norveškem so stiskali splošne pogoje, ki so narejene zato, da bi potrošniku razložili, kako neko stvar uporablja, ampak zato, da bi ponudniku zavarovali hrbet, in mislim, da so prišli, ne vem, da so nekaj dni, nekaj ur printali taki splošni pogoji uporabe, so bili, zdaj grem širše, ne samo na Airbnb, ker mi imamo zdaj samo to možnost v resnici, ali da sprejmeš ali pa zavrneš. Če zavrneš, ne moreš uporabljati platforme. Če ne sprejmeš pogojev, velja to, pa ne samo za Airbnb, velja za vse ostale zadeve. In smo potrošniki v nemogoči situaciji. Saj smo delali celo že simulacijo, ki je pisala o splošnih pogojih. Se strinjate, da prodate lastnega otroka? A mislite, da kdo opazil? In tukaj ampak v resnici pa dejansko pa to, kar smo slišali prej, kaj se pravzaprav dogaja z našimi osebnimi podatki in da ne zaidemo zdaj v totalno drugo razpravo, mislim, kakšni poslovni modeli že nastajajo, pa bodo nastajali zaradi tega, ker ponudniki prihajajo do podatkov, s katerimi ne bi smeli po našem mnenju prihajati. Tako da tukaj smo mi v zelo težki situaciji, se borimo za to, kako priti do takšnih splošnih pogojev, ki bi bili kratki, jasni, razumljivi in ne v tem smislu diskriminatorni, da preprosto ne moreš priti do posamezne storitve in ta hip vam ne znam povedati odgovora, kako to rešiti, ker je to ni sam slovenski, to je evropski in globalni problem. Še kdo od panelistov na to temo? Ja. Če bomo pa prišli do ustreznih rešitev, kaj smejo sploh vsebovati, mislim, zelo komplicirana zadeva, precej širše. Ja? Ekonomije delitve. Morda malce preciziram, torej kontrahirna dolžnost, če si ti ponudnik znotraj klasične ekonomske sfere, imaš dolžnost skleniti pogodbo, torej hotel ima dolžnost skleniti pogodbo z osebo, ki v hotel pride, neodvisno od njegovih osebnih okoliščin, torej recimo rasnega porekla, spolne identitete, usmerjenosti in tako naprej. Medtem ko lahko ponudnik na recimo Airbnb-u je do nedavnega lahko oziroma iz različnih razlogov osebo oziroma uporabnika zavrne. In tukaj je to vprašanje kontrahirne dolžnosti, torej kakšen je nadaljnji razvoj tega, da več ponudniki te možnosti ne bodo imeli in da ne bodo mogli diskriminirati v ponudbi. In obratno seveda pri povpraševanju, potem nekdo, ki bi povpraševal uporabo storitev, spoznal ponudnika in bi potem od te storitve želel izstopiti. Seveda jasno verjetno ne bi povedal, zakaj odstopa oziroma tudi ponudnik ne bi jasno povedal, zakaj neke storitve ne bo ponudil. Obveznosti jasne, pa
kolikor jaz vem, ni. Zdaj me preveč detaljno sprašujete, ne vem, če bom jaz znala to odgovoriti. V osnovi, da naj ljudi ne bi diskriminirali, se mi zdi v osnovi prav. Zdaj pa, kako je pa to tehnično speljano, pa vam ta hip ne bi znala odgovoriti. Tukaj gremo skrajnost, ne? Tukaj gremo skrajnost, ne? Zdaj, če ne bomo diskriminirali, pol imam jaz lahko pravico za vsako punco tukaj biti. In obratno, vsaka punca vsakim fantom, ne? No, to pomeni, zakaj ne bi mogli imeti svobode izbire v privatnem sektorju, komu damo avto ali pa stanovanje in obratno. Zdaj, vprašanje, kaj je regulirano, pa kaj ne rabi biti regulirano, ne? To vodi do anomalij, recimo Uber je postavil lažno spletno stran, na katero je usmeril inšpektorje. Inšpektor ni mogel dobiti Uber avta, ker za njega ni bilo avto na voljo. A to se vam zdi še svobodna gospodarska iniciativa, je to že malo čez? Ne poznam tega primera, pa bi mogel malo razmisliti, da vam dam odgovor. Če lahko na prejšnje vprašanje samo, ne? Sušnik, dam vam še besedo, potem bomo mogli zaključiti, tako da izvolite. Ne, gre pa tukaj pa dejansko za strah, ker seveda, zdaj prvič so se splošni pogoji spremenili in si ti. Tukaj pa gre za strah pred tem, kaj je neka multinacionalka sposobna narediti, ko enkrat obvladuje tak trg. Ker je sposobna prisiliti in potrošnika in je sposobna prisiliti tudi ponudnika zasebne lastnine, da jim mora se prilagoditi, če želi še naprej ustvarjati tak model ekonomije. Gremo zdaj naprej, naslednjič pričakujem, da bo Airbnb izdal splošne pogoje, kako naj bo stanovanje urejeno. Zato, da ne bo rasne diskriminacije, verske diskriminacije, kakršnega koli prizadevanja teh in drugačnih čustev, kakšne slike so dopustne, kakšni križi so dopustni, kakšna naj bo preproga, vse te stvari lahko pridejo zraven. Ko enkrat oddaš to svojo svobodo, da ti sam izbiraš, to ni več delitvena ekonomija, ampak je že regulirana, skrbi pa me, ker to regulira multinacionalka, ne pa država. Pa če jaz sam dodam, katere stvari pa morajo biti regulirane z vidika varnosti, varstva potrošnikov, osnovni elementi, sam bomo zašli, tako da zadeve niti slučajno niso tako enostavne, ne. Tako, sledi še tretji panel po odmoru in ta je namenjen regulaciji sodelovanja ekonomije, tako da mislim, da veliko stvari se bo še tam govorilo ravno o teh, ki smo jih zdaj odprli, tako jaz bi na tej točki se rad zahvalil panelistom in tudi vam, spoštovani publiki, za pozornost. Upam, da smo uspeli vsaj nekatere odgovore dati na pereča vprašanja glede prednostih in slabostih sodelovalne ekonomije. Zdaj vas pa vabim na kavo, 15-minutni odmor, tako na kratko kavo v predprostoru in nadaljujemo po 10 minutah. Hvala.